Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družbi ATM televizije. Naša gostja je tokrat kranjskogorska županja Henrika Zupan. Pred dnevi je bila namreč redna seja občinskega sveta. Začelo se je testno obdobje urejanja prometa na Vršič z zapornicami, pa še o kakšni drugi aktualnosti bova tokrat govorili. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Prav lepo pozdravljeni. Greva najprej kar zdaj na to zadnjo sejo. Bila je kar obsežna, morda pa najpomembnejša točka proračun za prihodnje leto. Tako je. Za nami je 19. redna seja občinskega sveta občine Kranjska Gora. Najpomembnejša točka je bil seveda predlog proračuna občine Kranjska Gora za leto 2026, prva obravnava. In seveda svetniki so ta predlog proračuna tudi dali v javno obravnavo, ki poteka od 9. do 31. oktobra. Če mogoče malo na kratko povzamem proračun, pač prihodkov je predvidenih nekaj več kot 22 milijonov, odhodkov za investicije in vse potrebne izdatke okrog 26 milijonov, razliko krijemo pa iz presežkov iz preteklih let. Ponovno poudarjamo, tako kot je že dolgo, občina Kranjska Gora se tudi v letu 2026 ne bo zadolževala. Govorili ste tudi o odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Kranjska Gora. Tako je. Druga točka dnevnega reda je bil predlog odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Kranjska Gora. Tudi ta predlog odloka je šel v javno obravnavo. Tukaj gre za spremembo in sicer zaradi spremembe zakona o varstvu okolja je bilo treba naš ta star odlok o urejanju in čiščenju javnih površin pač pripraviti na novo, in ker gre za veliko spremembo odloka, se bo ta sprejemal dvofazno in je sedaj v javni obravnavi. No, kar nekaj točk pa ste na to posvetili tudi spremembam in dopolnitvam samih odlokov. Res je, kar nekaj teh točk je bilo namenjenih, bom rekla, spremembam in dopolnitvam različnim odlokom, in seveda te prve spremembe so bile namenjene odloku o varstvu javnega reda in miru v občini Kranjska Gora. Tu gre, bom rekla, predvsem za spremembe za upravljanje kmetijske dejavnosti, predvsem tam, ko jih dejansko kakšne vremenske razmere, bom rekla, naše kmete omejujejo, tako da se je tukaj ta odlok toliko spremenil, da imajo mogoče določene izjeme. Ker je šlo za manjšo spremembo tega odloka, se je ta sprememba in dopolnitev odloka sprejela enofazno, in sicer po skrajšanem postopku, in občinski svetniki so ta predlog sprememb in dopolnitev tega odloka tudi sprejeli. Naslednja sprememba odloka in dopolnitev odloka se je nanašalo na oglaševanje in sicer plakatiranje in obvestilni sistem v občini Kranjska Gora. Tukaj je šlo spet za manjše spremembe, uskladitev z zakonodajo in z pravnim oziroma z sodno prakso. Tudi ta postopek je šel v skrajšanem delu in so ga tudi občinski svetniki sprejeli. Drugi dve spremembi in dopolnitvi se pa nanašata na spremembe statuta občine Kranjska Gora in poslovnik občinskega sveta občine Kranjska Gora. Tle gre pa zopet za uskladitev spremenjeno zakonodajo, in tudi ti dve spremembi sta bili sprejeti in seveda tudi po skrajšanem postopku, glede na to, da gre za manjše spremembe. Kaj pa ste predstavili pod informacijami? Kar nekaj zanimivih podatkov je bilo tam. Res je. Pod informacijami običajno svetnike seznanim z dogajanji med obema sejama. Na tokratnem občinskem svetu smo jim predstavili podatke o višini turistične takse pobrane v obdobju januar-september 2025 in tudi o višini koncesijske dajatve. Moram reči, da ti dva zneska se oba malenkost povečujeta, tako da tudi projekcija nekako kaže, da je bila ocena za leto proračunskega prihodka za leto 2025 kar pravilna. Med ostalimi informacijami seveda so pa informacije o poteku investicij, ki tečejo v občini Kranjska Gora. Teh investicij je kar nekaj, in sicer potekajo obnove cest v Ratečah, potem v Smerinju v Kranjski Gori, potem na Belci. Začela se bo investicija obnova ceste v Srednji Vrh, potem obnova ceste v Gozd-Martuljku in tudi v Bezjah.
Počasi se bo začela tudi izgradnja mostu v Radovni čez Krmarico. V teku je tudi investicija oziroma sončnih elektrarn na javnih objektih. Na 3 objektih imamo sončne elektrarne že postavljene, na 2 objektih se pa ravno kar izvaja. V zaključni fazi je tudi postopek javnega naročila za izgradnjo večstanovanjskega objekta v Mojstrani, tako da je investicij v teku in zaključenih kar nekaj. Bom rekla pa, da je zelo velika pridobitev tudi ta kolesarska povezava, ki je pa res investicija skoraj že zaključena v Gozd Martuljku iz kolesarske, bom rekla, proti kempu Špik. Govorili ste še o nečem, če še malce pogledava naprej, omenjen je bil večgeneracijski center. Tako je. Svetnike sem pa tudi seznanila z idejnimi zasnovami bodočih projektov in sicer gre tukaj za 3 večje projekte. Prva je nadgradnja in dograditev čistilne naprave na Tabrah. Tukaj, bom rekla, projektanti pripravljajo material, da bomo lahko začeli pridobivati gradbeno dovoljenje. Potem se izdeluje idejna zasnova za ureditev zelene infrastrukture v središču Kranjske Gore. To bo šlo za povezavo Parka miru in parka pred Gorenjsko banko. Ta projekt smo prijavili na državi, in sicer v sklopu dogovora za razvoj regij, kjer smo bili uspešni in imamo za to investicijo tudi pridobljena sredstva v državnem proračunu. Naslednja idejna zasnova, ki je pa res, bom rekla, še čisto v povojih, je pa dograditev večgeneracijskega centra ob občinski stavbi in delno tudi ob športni dvorani Vitranc. Tukaj si želimo, da bi dogradili prostore za večgeneracijski center, kajti prostore sedaj najemamo in se mi zdi, da bi bilo prav, da bi prišli do svojih prostorov in na ta način bi si lahko zmanjšali nekaj stroške in res bi bila to velika pridobitev. Nazadnje pa sem svetnike seznanila še s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna za leto 2025. Če greva zdaj še k ostalim aktualnostim po občini, prav ta teden je začelo veljati to testno obdobje urejanja prometa na Vršič. Kako zdaj promet poteka, koliko časa bo tako, pa morda še kakšne so prve informacije s terena? Ja, tako je. S 13. oktobrom se je začelo poskusno, bom rekla, umirjanje prometa čez prelaz Vršič. Sama predstavitev je bila strani Ministrstva za infrastrukturo predstavljena tudi širši javnosti in vsem zainteresiranim v Ljudskem domu, bom rekla, na začetku meseca oktobra. V tem poskusnem obdobju, 14-dnevnem, bom rekla, se bo nekako stestiralo delovanje vseh zapornic. Tako kot je bilo že večkrat izpostavljeno, desna zapornica je namenjena tistim, ki bodo želeli parkirati na vrhu Vršiča, srednja oziroma leva pa je namenjena tranzitu in parkiranju na vseh ostalih dovoljenih parkiriščih. Moram reči, da je pred zapornicami velika obvestilna tabla. Jaz upam, da se bojo, bom rekel, obiskovalci, da jo bojo prebrali, da bojo videli, kako se morajo uvrstiti. Bo pa občina Kranjska Gora tako zdaj v testnem obdobju, kot tudi v naslednji sezoni poletni zagotavljala informatorje, ki bodo pomagali ljudem, da se bodo pravilno razvrstili. V poskusnem obdobju parkiranje ne bo plačljivo, bo pa vseeno potrebno vzeti listek za parkiranje, prav zaradi tega, da bomo stestirali te zapornice. Seveda bo pa v poletni sezoni potem parkiranje na vrhu Vršiča pa plačljivo, tranzit pa zaenkrat ne bo časovno omejen, tako da tudi parkiranje, bom rekla, na parkiriščih znotraj, na vseh ostalih ne bo časovno omejeno. Kako pa se je, lahko zdaj že rečeva, po tej poletni sezoni obneslo urejanje prometa v Vrata? Mislim, da je bil ta zapornica, ki je bila uvedena oziroma ki je bila zdaj v uporabi v poletni sezoni, da se je izkazala zelo za veliko pomembno pridobitev, kajti na ta način smo nekako preprečili vstop tako velikemu številu vozil, kot se je to dogajalo v preteklih sezonah in vsemu kaosu, ki je bil seveda s tem v zvezi povezan.
V času, v poletni sezoni smo z javnim prevozom v Dolino Vrata prepeljali 67.300 potnikov, kar je res velika številka. In če jo samo res na hitro preračunamo, to pomeni, da nekako je bilo v dolini v povprečju verjetno med 400 in 500 avtomobilov dnevno manj, kar je za naravo, za ohranjanje narave res velik korak. Jaz moram reči, da sem zadovoljna s tem ukrepom in si želim, da zdaj konec sezone bomo seveda naredili neko analizo, refleksijo in morda pogledali, kaj lahko še nadgradimo oziroma izboljšamo. Sicer se mi pa zdi ukrep absolutno uspešen. Kako pa ste sicer zadovoljni s poletno sezono? No, na tiste uradne številke še čakamo, ampak vendarle. Ja, tudi poletna sezona je bila zelo uspešna, bom rekla, rast sicer umirjena, ne prav velika, veseli pa smo, da se nekako kažejo, ali pa da se kaže rast nočitev predvsem v predsezoni, mogoče v tistih mesecih april in tudi sedaj v septembru. Tega smo zelo veseli, ker si nekako želimo malo, bom rekla, sezono raztegniti pač v smislu strategije turizma občine Kranjska Gora, ki je bila sprejeta v smislu desezonalizacije turizma in kar podatki kažejo, dejansko res v predsezono je bil porast nočitev višji in tudi sedaj v mesecu septembru. Tako da moram reči, da sezona lepa in si nekako želimo, da gre turizem v tej smeri. No, tudi ta kampanja Dobrodošli, uživajte, spoštujte se je dobro prijela. Ja, tudi ta kampanja je, bom rekla, marketinška kampanja, ki jo je pripravil Turizem Kranjska Gora, se je lepo prijela. Moram reči, da se želimo pokazati kot gostoljubni gostitelji, seveda pa želimo vse obiskovalce opozoriti oziroma si želimo, da se obnašajo po naše, da spoštujejo našo naravo, naše ljudi. In seveda se bo ta kampanja v naslednjem letu še nadgrajevala, tako da upam, da bodo res obiskovalci, ki bodo prišli v našo dolino, vedeli, kako si želimo, da se obnašajo do naše narave in ljudi. Pred dnevi je bila tudi koordinacija županov Zgornje Gorenjske na Jesenicah. O čem ste tam razpravljali? Zdaj največ je bilo slišati o pomanjkanju zobozdravnikov v zdravstvenem domu Jesenice. Verjamem pa, da ni bila to edina tema. Res je, na koordinaciji županov sta bili dve, bom rekla, pomembni temi. Prva tema je bila predstavitev investicije v srednji šoli Jesenice. To investicijo je predstavil novi ravnatelj in seveda je predstavil tudi sam program in plan vpisa za naslednje leto. Naslednja zelo pomembna točka je bila pa točka osnovnega zdravstva Gorenjske, prav na temo zobozdravstva. Moram reči, da tukaj na področju zobozdravstva so nam bile predstavljene nedavne zakonske spremembe in seveda tudi dodatne obremenitve in vse te, bom rekla, situacije na področju, tako da smo se župani pač malo seznanili s to problematiko. Bi pa morda upozorila, da pa naslednji dan je bila pa še ena koordinacija in sicer koordinacija županov iz avstrijske Koroške in županov Gorenjske in sicer v projektu CoVision, ki se izvaja z Ragorjem, našo razvojno agencijo Zgornje Gorenjske in Slovensko gospodarsko zvezo. Na tej koordinaciji oziroma ne vem, ali ne rečem na konferenci, pa nekako ta konferenca poteka v okviru projekta CoVision, kot sem že omenila. To je projekt, ki je financiran strani Interrega, Slovenija, Avstrija na področju razvoja čezmejnega sodelovanja in razvoja čezmejnih območij. Na tej koordinaciji, ki bo pač potekala, bom rekla, na 3 sestankih. Prvi sestanek je bil zdaj naslednji dan, bom rekla, po koordinaciji županov Zgornje Gorenjske na Jesenicah, naslednja bo na avstrijski strani in potem še enkrat, bom rekla, v Sloveniji. Na tej koordinaciji pa dejansko obravnavamo problematiko na področju turizma, predvsem pomanjkanje strokovnega kadra, turistične kvalificirane delovne sile, potem pa so tekli pogovori v zvezi z trajnostno mobilnostjo
regionalno trajnostno mobilnostjo, kako bi lahko nekako povezali vse te kolesarske pohodniške poti in tudi nekako spostavili javne potniške prevoze. Tako da se mi zdi tudi ta koordinacija, da bo, bom rekla, pripomogla k temu, da bomo našli kakšne skupne rešitve. No, če prej omenjeno pomanjkanje zobozdravnikov ni ravno dobra informacija, pa vseeno imate eno dobro informacijo iz zdravstva. Občina Kranjska Gora je dobila novo reševalno vozilo. Tako je. Ja, zdravstveni postaji Kranjska Gora smo zagotovili novo reševalno vozilo. To vozilo je bilo kupljeno s sredstvi Ministrstva za zdravje in moram reči, da smo s to pridobitvijo zelo veseli. Vozilo bo stalno prisotno v zdravstveni postaji Kranjska Gora in na ta način se bo seveda še bolj izboljšala pomoč in oskrba vsem tistim, ki jo pač potrebujejo. Morda poveva še, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh. Koledar prireditev je kar poln in predvsem zanimiv. Tako je. V Kranjski Gori se bo dogajalo kar veliko stvari in sicer so pred nami tradicionalni Lavtežerjevi dnevi. Letos bodo potekali od 24. do 26. oktobra v Ljudskem domu v Kranjski Gori, seveda v organizaciji Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar. Potem bodo v času počitnic tudi brezplačne delavnice za otroke in sicer Slikaj, snemaj, postani ustvarjalec. Te delavnice bodo potekale z gostoma Arnejem Hodaličem in Vidom Pintaričem. Nadalje pa bo potem zadnji dan oktobra na vrsti še delavnica za otroke in sicer v sklopu Noči čarovnic in pa še koncert Hamo in Tribute to Love in Murphy. Moram reči, da lepi koncerti in tako vsi prav lepo povabljeni. Morda se pa kje res še srečamo. Hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro želim. Hvala lepa in nasvidenje. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Lep večer še naprej in nasvidenje.